Hej folk, danes bi vam rad pokazal en trik za zaslužiti več denarja, ki dejansko deluje. Brez skrbi, to ni una varianta, prodajajte našo kozmetiko vaši družini in prijateljem. To je dejanski nasvet za ljudi, ki ste zaposleni ali pa razmišljate, da bi se zaposlili in bi radi na koncu meseca imeli več denarja na računu. Odprite SP. Preden pa nadaljujemo z videom, je tukaj moj čudovit sponzor, tudi povezan z dodatnim zaslužkom, Kriptomat. Če se spomnite, sem vam junija rekel, da pričakujem, da bo cena Bitcoina skočila gor po halvingu in glej. Ne da bi hotel neki pametovat, kako sem imel prav, ampak iz takratnih $62,000 je šla cena na krepko preko 100,000. Mislim, kdo bi lahko kaj takega pričakoval? Kako neverjeten preobrat! Kakšno presenetljivo presenečenje! Pač folk, kdaj se boste naučili, da sem jaz edini influencer v Sloveniji, ki vam dejansko hoče dobro? Brez zamere špela. In vem, da boste rekli, ampak zdaj se ne splača kupovati, ker je cena visoka. Ja, definitivno bi se splačalo bolj prej, ko je bila nižje, ampak ste? Večina ne. Tako da, če hočete moj nasvet, ne čakati, da cena pade, ker pol boste zelo verjetno pozabili in izviseli. Vem, ker se je to zgodilo več ali manj vsem ljudem, ki jih poznam. In preprosto nočem, da bi se to zgodilo tudi vam, ker ste moji dragoceni fani in bi rad, da ste srečni in uspešni in polni denarja. Da lahko hodite na potovanja, večerje, koncerte ali pa še boljše, moje nastope. In seveda, če se prijavite preko mojega linka v opisu, boste dobili, ko kupite preko 100 evrov kjerekoli kriptovalute, dobili zraven še 20 evrov v Bitcoinu, da boste malo lažje začeli svojo kriptopot. Verjemte, se splača že samo zaradi mimov. Ok, zdaj pa pejmo kar nazaj na video. Tako je, moj nasvet, če bi radi vsak mesec zaslužili malo več, je, da odprete SP. Idejo za ta video sem dobil, ko je žurnal objavil ne enega, ampak 2 članka, kjer nekdo računa razlike med dohodki SP-ja in redno zaposlenega in recimo samo, da so bile njihove ugotovitve kar konkretno pomanjkljive. Evo, to je prva tabela, ki so jo spisali. Not je nekdo z normiranim SP-jem, ki ima 60,000 evrov prihodkov na leto, in nekdo, ki je redno zaposlen z bruto plačo 60,000 evrov na leto. Novinar je od tega odštel prispevke in dohodnino in prišel na zaključek, da je SP od zaposlenega na mesec na boljšem za 1300 evrov. In kaj je tukaj narobe? En kar konkreten del, pravzaprav. Kdorkoli, ki se s tem vsej malo ukvarja, vam bo takoj znal povedati, da bruto plača ni niti približno končni strošek, ki ga ima delodajalec z delavcem. Če uporabimo recimo izračun plače iz data.si, vidimo, da je res za bruto plačo 5,000 evrov, neto plača 2,947 evrov. Ampak končni strošek delodajalca je pa 5,805 evrov. To je zelo nezanemarljivih 16% več od tega, kar je novinar upošteval. Si mislite, da bi s kolegi si merili dolžino orodij in vam kar ne bi upoštevali 16%, zaradi tega, ker vi ste poraščeni, oni pa obriti? Nedopustno! Ne, čakaj malo, miri celo stvar, ne samo do tam, kjer bi ti rad. Mislim, da zdaj končno razumem, zakaj se pri nas bruto plači reče tudi kosmata plača. Ok, mogoče ni bil ta štos lik za vsakega, ampak če to zdaj gleda kakšen računovodja, je v solzah. In od tukaj dalje grejo žurnalovi kiksi samo še na slabše. V naslednji tabeli dodajo zaposlenemu še regres, prevoz na delovno mesto in malco, in SP-ju nič. SP ostane na svojih 60,000 evrov na leto in naenkrat je razlika v neto dohodkih na mesec samo še 1,000 evrov. Ja, valjda se situacija delavcu izboljša, če dobi kar nek bonus denar od podjetja. Samo to je za njih še vedno vse strošek. Zdaj delavec ne stane več podjetja samo tistih 69,000 evrov kot prej na leto, ampak še dodatnih 3,000 evrov več. Bi rekel, da žurnal tukaj primerja jabolke in hruške, ampak zdaj že počasi deluje, kot da primerja jabolke in sadne kupe.
Ampak seveda tudi to še ni dovolj slabo. Naslednja stvar, ki jo naredijo, je, da pri SP-ju upoštevajo še izpad dohodka zaradi dopusta in bolniške. In naenkrat se letni honorar iz 60 000 evrov spusti na 52 500 evrov. Torej, za eno leto dela so zdaj redno zaposlenemu povečali stroške, ki jih predstavlja za podjetje, in hkrati so jih SP-ju zmanjšali. Pač, jaz res ne štekam več, kaj tak je to pisal, ne mara SP-jev ali matematike. In pol, ko še dvignejo stroške prevoza, regrese in malce in obem dodajo 3 otroke, ugotovijo, da je SP celo na slabšem na mesec kot zaposlen. Mimogrede, to je res kar zabavno, da so davčne olajšave, če imaš otroke, samo za zaposlene. In za SP, ko vas je. Ah ja, kako lepo je biti drugorazredni državljan. Imamo nizko rodnost, dajmo ugodnosti ljudem, ki imajo otroke. Kaj tudi nam, samo zaposlenim? Ne, sem rekel ljudem. No, ampak, kaj če se pa vrnemo nazaj v realni svet? Kaj če gremo zračunat, koliko je razlika v neto dohodkih za zaposlenega in SP, ki predstavljajo enak strošek za delodajalca? V tem primeru SP nima več zniženih stroškov zaradi bolniške ali dopusta, ker vse to že upošteva zraven, ko računa, koliko postaviti honorar. In pri 60 000 evrih letnega dohodka je njegov neto mesečni zaslužek 4227 evrov. Zaposleni po drugi strani nima več bruto plače 5000 evrov, ampak 3870. In če upoštevamo 3 vzdrževane otroke, maksimalni regres, malco in potne stroške, pridemo na koncu na neto plačo 3744 evrov. Kar sploh ni švoh, ampak še vedno slabih 500 evrov mesečno pod SP-jem. In to v res najboljši možni situaciji za zaposlenega. Če pa nimaš vseh teh bonusov v službi, pol pa zgleda stvar bistveno drugače. Glede na to, da sem po poklicu informatik, gremo za primer pogledat povprečnega slovenskega programerja kot SP in kot zaposlenega. Trenutno je povprečna bruto plača za programerja nekje 3250 evrov po tej raziskavi. In če damo to v naš kalkulator brez bonusov, pride ven končna neto plača 2029 evrov. Ok, bo dovolj za pride čez mesec, ampak kaj pa pri SP-ju? Neto mesečni honorar za isti strošek podjetja je 3078 evrov. Več kot 1000 evrov na boljšem prideš skozi kot SP. Na mesec! Pač to pa ni več drobiž naenkrat. No, seveda so pa tudi minusi zdraven pri temu, ko si SP, tudi to je treba priznati. Prvi, ki se ga lahko spomnim in ki sem ga tudi sam izkusil, je kredit. Dosti bank namreč noče dajati kreditov samozaposlenim. Niti če vzamete hipoteko, niti če imate 60 jurjev prometa letno, niti če jokate. Sem probal. No, sej ni več tako hudo, kot je bilo nekoč, zdaj najdeš tudi banke, ki dajo kredit samozaposlenim, je pa res malo težje. Tako da, če ne drugo, vzamete kredit, ko ste zaposleni in pol odprite SP za ga odplačevati. Če vam to naredi 1000 evrov razlike na mesec, ga je naenkrat kar malo lažje pokrivati. Naslednji minus je bolniška. Dopust bom preskočil, ker se to reši, kot sem že rekel, z upoštevanjem pri ceni. Ampak kaj pa če pride kaj nepričakovanega in ste za daljši čas na bolniški? No, to se da rešiti z dodatnim zasebnim zavarovanjem. Je dodatni strošek, ja, sigurno, ampak ne 1000 evrov na mesec. Potem je zanesljivost prihodkov. Tukaj je večinoma res, kar pravijo, da če kakšnemu podjetju začneš škripati, prvi letijo SP-ji. Na srečo imajo, če so dobro upravljali s prihranki, vsaj en kup denarja, na katerega pristati. Ampak je pa definitivno res, da je dosti lažje prekiniti sodelovanje z SP-jem kot pa z zaposlenim, ker zaposleni imajo pri nas ful enih zaščit in SP-ji nobene. Pozitivna plat pa je, da je iz tega istega razloga tudi dosti lažje začeti sodelovati z SP-jem, ker je manj tveganja. Tako da tudi če nehate delati za nekoga, bojo druga podjetja imela ful manj zadržkov vas vzeti zraven. In verjetno glavna stvar, ki jo slišim kot minus pri delu preko SP-ja namesto zaposlitve, penzija. Ja, če si SP, boš imel, ko se upokojiš, minimalno penzijo, oziroma ne dosti daleč.
Kar pa je po moje manjši problem, kot ga ljudje predstavljajo, ker kot prvo, res mislim, da imaš dosti boljše opcije za varčevati za stara leta kot državne pokojnine. Zasebna pokojninska varčevanja, investicije v indekse, nepremičnine, sklade in pa, meni osebno najljubša opcija, Bitcoin. Vem, da je dosti ljudi skeptičnih do njega, ampak glejte, enkrat boste mogli nehat biti. Zadeva obstaja že več kot 15 let in se ni sesula kljub vsem opozorilom od mladine. Ta članek je mimogrede iz časa, ko je bil Bitcoin še pod $5000. Ja, še dobro, da so nas opozorili pred njim. Ampak drugi razlog, zakaj se ne sekiram preveč glede pokojnin, ko bom prestar za delat, je pa zato, ker bojo do takrat po moje itak škripnile. Pokojninski sistem je, če mene vprašate, nevzdržen, vedno manj ljudi plačuje za vedno več upokojencev in nikoli se ga ne bo dalo spremeniti, ker so ta stari edini ljudje, ki hodijo na volitve. Mislim, en cel video imamo temu, kako so pokojnine ponzi schema, če koga zanima. Tle nekje bo link. Tako da vi plačujete za penzije, ja, ampak jih boste kdaj videli? Gremo vprašati, kaj si o tem mislijo ljudje na ulici. A kaj mislite, da bomo videli kdaj penzije? Ne vem, zdaj jaz mislim, da bomo jih še dočakali zaradi tega, ker jaz mislim, da bo dovolj denarja v celotni državi, da... Ti? Ja, tudi. Ja, Ja? Smo optimistični? ja. Bomo. Recimo, da ja. Upam, da ja. Ma seveda, če bomo ostali živi do takrat. Ja? Ja, Bomo zdržali več od njih? ma, ne vem če. Ja, jaz mislim, da ja. Ja? Tudi. Tudi. Sigurne ali? Ja, jaz sem sigurna. Sigurna? Ja, tudi. Da ja. Po mojem bodo prišli čez nek dober čas, no bomo uniki čaka, tako kot rečejo, uniki čaka dočaka. Okej, tega res nisem pričakoval. Dobesedno vsi, ki sem jih vprašal, verjamejo, da bojo videli pokojnino. Ne vem, mogoče zato več folka nima SP. Pa sej glejte, ni nujno, da imam jaz prav, lahko da sem tukaj brcnil v temo, ampak iskreno povedano, to spet ne bi bilo prvič, da imam jaz prav in se vsi ostali motijo. Tako da evo, to je moj nasvet za vas, da bi zaslužili več. Drugače se seveda, preden se karkoli odločite, posvetujte še s kakšnim računovodjo, da vam lahko razloži vse v detajle. Ker čisto možno, da nisem odgovoril na vsa vprašanja, ki jih imate, ampak v osnovi pa res mislim, da moja računica štima. In to je bilo vse za danes. Pritisnite like, če so vam všeč taki videi bolj informativne narave. Če bi pa rajši, da je naslednji video hecanje iz nečesa bizarnega, tudi pritisnite like, samo napišite v komentar, da bom vedel. Pa seveda ne se pozabiti prijaviti na Kriptomat preko mojega linka v opisu. Ajde folk, čau!